Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala, da ste prišli danes na predstavitev knjige Celeste in Marcel, Proustova ljubezen. Avtorica te knjige je Jocelyne Sauvage. Sem pravilno izgovoril? Sauvage, ja. Ok, moja francoščina ni najboljša, ampak zato imamo tukaj prevajalko. Z mano je prevajalka te čudovite knjige Vesna Velkovrh-Filica. Lepo pozdravljeni. Tako da... Tako da boste v bistvu iz prve roke lahko slišali, kako je prevod potekal, kako se pravzaprav izvirnik loči od prevoda in podobne stvari boste lahko tudi na koncu vprašali, če vas bo kaj zanimalo. Avtorica, torej Jocelyne Sauvage. Jocelyne Sauvage. Ok, hvala. Avtorica nam je poslala iz Francije čudovit pozdravni govor, za katerega je podnapise prispevala prevajalka. In predlagam, da si ga kar ogledamo na začetku. Bonjour mes amis, lectrices et lecteurs slovènes. Je suis très heureuse de vous rencontrer par l'intermédiaire de cette vidéo et j'aime beaucoup évidemment la Slovénie et ses habitants et puis toute son histoire. Alors maintenant, je sais que votre première question, ça va être comment vous est venue l'idée d'écrire sur Marcel Proust? C'est ce qu'on me demande généralement. Eh bien c'est tout simple, j'avais 15 ans, j'ai trouvé le livre sur la petite bibliothèque chez mes parents. Je m'en suis emparée, ça s'appelait Un amour de Swann. J'ai lu, j'ai ri tout de suite. Le petit clan des Verdurins, c'est absolument comique. Et puis aussi, j'ai été très touchée par l'histoire d'amour d'Odette et Swann. La jalousie, la passion, c'était fascinant pour une adolescente. Après, j'ai plongé dans la recherche du temps perdu, c'est-à-dire que je me suis lancée dans les jeunes filles en fleurs. Les héros avaient mon âge, c'était facile d'habiter avec eux dans leur tête et dans la passion du narrateur. Et puis, après, eh bien, il a fallu que j'aille plus profondément dans la recherche du temps perdu. Donc ce livre m'habitait complètement et j'emmenais Marcel Proust partout en vacances, en voyage. Et bientôt, il s'est passé un autre fait, non seulement il y avait le livre, mais je me suis dit qu'il fallait tout de même que je retourne un petit peu à la faculté pour étudier particulièrement le temps retrouvé. Et puis j'y suis allée et j'ai vu que moi qui croyais tout savoir, ben je ne savais rien. Et donc il fallait tout recommencer, tout réétudier et tout saisir, enfin tout vivre comme Marcel nous fait vivre. Alors, autre chose qui s'est passée, eh bien vers les années 80, j'ai vu en retard un film sur Céleste qui passait à la télévision, en replay. Et donc c'était fascinant. C'était plus la jeune fille de 23 ans qui était arrivée chez Marcel Proust, ce grand seigneur comme il disait, pour vivre auprès de lui pendant la guerre. Non, c'était une dame âgée, pétulante, qui parlait un français divin, et qui nous donnait son émotion, puisqu'elle avait aimé Marcel toute sa vie, jusqu'à sa mort à elle, et elle nous donnait son émotion, elle pleurait. Alors là, ben, j'ai pleuré avec elle, j'ai vécu les émotions, et puis je n'ai eu plus qu'une idée, ça a été d'écrire sur Céleste et Marcel, cet amour fou que personne ne veut reconnaître, mais qui est là, bien présent. Alors, faut dire que jusqu'à la fin de sa vie, jeune, il est mort jeune à 51 ans, Marcel a écrit des milliers de mots, des milliers de lettres et des milliers de mots à Céleste. Par exemple, le matin, qu'est-ce que je dis? Je veux dire à l'heure du petit déjeuner, c'est-à-dire 6 heures du soir. Quand elle apportait le café, il lui donnait un petit mot et on pouvait lire par exemple « Céleste, vous me donnerez un petit gâteau, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. » Ou alors « Mais comme vous êtes jolie, Céleste, ce matin dans cette robe. » C'était les mots d'amour de Marcel et elle a répondu avec les siens qui étaient très différents et puis surtout avec les souvenirs qu'elle nous a laissés. Alors moi, mon but dans cette affaire, en fait, c'est
suivre ce qu'a fait Marcel Proust, c'est-à-dire transmettre. Il nous a fait vivre, la littérature c'est la vraie vie, dit-il, et il nous donne à connaître les sensations, le désir, toute la folie que c'est la vie, la vraie vie, c'est-à-dire la vie littéraire, et en même temps ce qu'est d'entrer dans une œuvre magistrale. Elle est comme un océan, et donc j'ai essayé modestement de transmettre cet océan pour que vous vous y plongiez. Knjiga Celeste in Marcel, Proustova ljubezen, je izšla v lanskem letu ob eni zelo pomembni prelomnici in obletnici vsekakor. Katera obletnica je bila lansko leto? Novembra, mislim, da 19. novembra 1922 je Marcel Proust umrl. Imel je, kot vemo, tuberkulozo, zelo je trpel na koncu in 19. novembra 1922 se je njegovo življenje izteklo. In s tem se je pravzaprav izteklo tudi tisto, kar je Celeste Albaret, tako se je pisala po svojem možu, Celeste Albaret svoje življenje pri Proustu imenovala svoje edino pravo življenje. V enem od teh posnetih pogovorov, o katerih govori tudi avtorica, ki jih lahko najdete na YouTubeu mimogrede, pravi, da vse tisto, kar je sledil, je bilo vse skupaj nič. Pri tem, da je bila poročena in potem sta z možem imela hotel, ampak zanje je njeno pravo življenje, resnično življenje, ostalo tistih nekaj let, ki jih je preživela pri gospodu Marcelu, kot ga je imenovala. To je bilo zanjo nepozabno. To si lahko mislimo, bilo je zelo nenavadno življenje. Ne? Njuna jutra so bila okrog 6 zvečer, so se začenjali in potem je ona celo noč bedela, da je on pri kolovratu domov okrog 4-5 zjutraj. Ves čas jo je skrbel za njega, potem je šel spat, ona tudi. Velikokrat se je zgodilo, da je minuto zatem, ko je zlezla v posteljo, pozvonil njegov zvonček, ker je hotel še kaj, kakšen kolaček, kakšno kavo ali pa kaj tasga. Ampak zmeraj zelo ljubeznivo in ljubeče do nje. Zmeraj je rekel, če vam ni odveč, Celeste, kako ste zlati, Celeste. In ona je zmeraj vse naredila za njega. In to nenavadno življenje, ona je bila kmečko dekle z enega majhnega kraja, ki je z možem prišla v Pariz in je po naključju, pravzaprav ni bilo naključje, njen mož je bil šofer pri Proustu na začetku in nekoč mu je omenil Proust, da išče gospodinjo, je on omenil svojo ženo, mlado ženo, takrat je bila stara 22 let. In tako se je začel. Potem njen mož sicer ni več redno vozil za Prousta, ona je bila pa pri njem ostala gospodinja do Proustove smrti. Pa potem je šel njen mož tudi na fronto, če sem prav razumel. Njen mož je šel tudi na fronto, in se je vrnil. Njen mož je imel tudi žalostno življenje, zelo veliko sorodnikov izgubil zelo zgodaj v življenju in seveda vojna, pa razstavna vojna ga je zaznamovala, kot jasno, kako ga ne bi. Ampak ona je ostala pri Proustu do konca in šele potem sta šla z možem na svoje. Kako pa je s to ljubeznijo? Sam naslov nekako implicira na to, da je bilo med Celeste in Marcelom nekaj več, ne zgolj samo prijateljstvo. No, ta Proustova ljubezen se seveda navezuje na tisto Swanova ljubezen, kot veliko knjig o Proustu se na tisto naveže. V resnici bi morala biti neka Proustova ljubezen, ampak se mi je zdelo, da to malo čudno koren zveni. Zdaj, kaj je sploh ljubezen? Gotovo je med njima bila ljubezen, takšna in drugačna, to je razvidno. Ampak avtorica meni, da je med njima bila tudi, kot se reče, erotična ljubezen, ampak ne v fizičnem smislu. Hoče reči ljubezen med moškim in žensko, vsaj z njene strani, vsaj Celestine strani.
Ampak ja, ni pa dvoma, tudi meni se zdi, da ni dvoma, da je ta ljubezen med njima bila zelo pristna in čista. Ker Celest je Marcela oboževala. Oboževala ga je ona. Ona tudi zelo prav, mislim, da v enem tistih posnetkov, ne, oboževala se ga. In se je vidi po načinu govorjenja, ki ga je oboževala. Se na vse zadnje že to pove, ne, da je, če rekla, da je bilo edino njeno pravo življenje, tisto pri Prustu, to veliko pove. Ja. Kdo pa je napisal Prustova dela? Je bil to Prust sam, ali je Celest imela tukaj zraven kaj? Ne, Celest se pojavlja samo, in to celo s svojim imenom, na kar je bila zelo ponosna. Ona se pojavlja, mislim, da v 2 knjigah, zdaj se ne bom spomnila, kateri, v eni tistih poznejših, jo ona omenja, navedel noter nekaj njenih resničnih stavkov, in ona je bila pa posebej ponosna na to, da je pripisal njeno lastno ime, omenja se kot Celest noter, ne kot kakšnim drugim imenom. Ja. Zakaj pa recimo ta knjiga pomembna za slovenskega bralca? Kaj pravzaprav ponuja, česar druge podobne knjige o Marcelu Prustu ne? To bi pa zelo težko odgovorila, ker mislim, da bo vsekakor bo zanimiva za vse, ki ljubijo Prusta in bodo v njej našli. Dejansko ni v njej ničesar takega, če se ne bi pri Prustu samem našli. So tudi nekatere bolj zabiljene stvari, da se izrazimo tako, ampak takrat, kadar posnema Prustovo pisanje, kar to je hotela, to je izrecno hotela, v enem, 2, 3 poglavjih recimo opisuje Prusta na način, kot bi se sam opisal. Opisuje noter recimo eno poglavje, ki je v bistvu en sam stavek. In to poglavje je napisano v slogu Prusta. Prust bi bil verjeten zelo, zelo ponosen na ta stavek. Hudomušen je, pikanten, ampak na tisti način, prustovski način. Mogoče je noter kaj tazga, tudi na čemer bi se kdo zgražal, ampak to bi se samo taki, ki dejansko niso Prusta brali. Kot rečeno, njej ni nič tazga, če se ni v Marcelu Prustu samem. Je pa noter še ena zanimiva zadeva, skrivnostna. Noter se pojavlja nekaj poglavje na začetku, na koncu in vmes, kjer se pojavlja ena skrivnostna pripovedovalka, o kateri pravzaprav ne vemo, kdo je. In je zelo zanimiv. Po svoje mislim, da predstavlja bralca ali bralko, pač bralca generično, ki predstavlja vpliv, ki ga Prust lahko ima na bralca. Je oseba, ki je zaradi Prusta začela živeti drugače, ta skrivnostna pripovedovalka, ampak to se seveda lahko nanaša na vsakega bralca, posebej na take, ki bi radi pisali ali pa recimo živeli bolj v skladu s sabo. Mislim, da to ponazarja ta skrivnostna pripovedovalka, ki je najbolj zanimivih likov v tej knjigi. Drugače sta seveda samo Marcel in Celest, pa seveda omemba milijona tistih, on je poznal ves Pariz, kot se temu rekli, jasno. Ampak glavni osebi so seveda Celest, Marcel in ta pripovedovalka, o kateri, ja, še ne vemo. Pa bi teoretično pripovedovalka lahko bila avtorica tega? Mislim, da ne, ampak lahko se da tudi tako razumeti. O avtorici sami, Jocelyne Sauval, je treba povedati, da če se ne motim, je ona dejansko spoznala Celest Albaret. Ta pripovedovalka skrivnostna se ji, kot bomo videli, na koncu ni hotela približati, ko je videla, ker da se v bolečino ne sme človek vtikati. Ampak za Jocelyne Sauval pa vemo, da je spoznala, po naključju menda, spoznala gospo Albaret, Celest, ko je bila že seveda zelo stara. Mislim, da je v enem parku, ki je že spoznala, in ravno to je tako navdušilo nad tem njenim likom. Da je bila
da se je lahko tako rekoč fizično dotaknila, da je bila še v stiku z osebo, ki je bila tako blizu Marcelu Proustu, ki ga je Jocelyne Savard oboževala od 15 leta naprej. Ne. Zdaj pa eno zelo tako enostavno vprašanje. Zakaj ravno Marcel Proust? Zakaj je bil tako pomemben? To je pa tako težko odgovoriti. To je pa tako težko odgovoriti. Marcel Proust je, mislim, on je naredil pravzaprav eno revolucijo v pisanju, ne? In ta njegov tok zavesti, človek se vpraša, a bi Joyce obstajal brez njega, pa čeprav sta slogovno tako drugačna, je dejansko ta tok zavesti, ki ga je Proust pripeljal v literaturo, zelo, zelo pomemben. Pa seveda vsak človek, ki ima recimo naklonjenje do nostalgije, do spominov, do subtilnosti, ki tvorijo spomin, vsak tak človek se najde v Proustu, v njegovih opažanjih, izredno ostrih opažanjih človeške psihike in tako naprej. Ne. Tako da, težko reči. Nekateri ga sploh ne marajo, ne. Ga sploh ne marajo in to je seveda tudi legitimno. Ne. Meni osebno je zelo, zelo bliz, ne. Ampak to je pa zato, ker sem tudi jaz osebno zelo fascinirana s pojavom spomina in časa, ki sta po mojem, kot sem pisala gospe Savard, in je to zelo ganili, sta po mojem pravzaprav ena in ista stvar. Ampak to je pa predolga tema, da bi jo sploh začenja. Ja. No, ampak še eno vprašanje glede spomina. Ja. A je Proust, ko je ustvaril primer Magdalenic in je vplival na ta nehotni spomin, pravzaprav ga je prebudil veliko, a je izhajal pri tem od kakšnega filozofa oziroma psihologa, psihiatra, se mogoče to kaj ve? Mislim, da je to, vem, da je on menda bral Bergsona, ki je tako zelo priporočljiv, zelo priporočljiv filozof za brati in ga zelo priporočam. Ampak ne, mislim, da je bilo to čisto njegovo pač opažanje, ne, seveda, to je ta to je najstarejši del, spomin je povezan z najstarejšim delom možganov, ne, se to vemo. Von, to sem hotela reči. Von je povezan z najstarejšim delom možganov, zato tako izzove spomin. Ampak zato ni treba videti teorije, to človek, pa če si tako akuten, tako ostroviden opazovalec samega sebe, seveda tudi brez Prousta to ugotoviš in Proust je to sam, mislim, da po svojih izkušnjah ugotovo, ne, kako von prikliče spomine in dejansko jih prikliče kot nobena druga stvar, ne. To pa ravno zato, ker je povezan s tem najstarejšim delom možganov, ne. Ja, to je fascinantna zadeva. Je pa tudi zelo zanimivo, da vsaj glede na knjigo, se je Proust obnašal kot neke vrste boem. Kot neke vrste. Njega bi lahko imenovali za prototip boema, ampak tazga, ki je dandy. Torej po Baudelairu. Totalno, on je zelo dal na vsako stvar, zelo se je uredil, zelo je hotel. Estet je bil, ne? Estet. V tem je bil čist človek fin de siècle, konc 19. stoletja. To je čas, tudi v literaturi navsezadnje, ne. Poudarjene iskanja estetike in ja, estet je bil dandy, ampak ja, po svoje bil prej občutljiv, mogoče veliko te njegove boemskosti, vsaj navidezne, izhaja iz tega, da je bil že od malega tako preobčutljiv, ne, on, ne vem, najbrž ni hodil spat zjutraj, zato ker bi hotel, ampak zaradi svojih raznih preobčutljivosti in ki so se že od otroštva vlekla naprej, ne. Znana je tudi tista, ko govorimo o preobčutljivosti, je znana tista, o kateri je Alain de Botton pisal, ne, ki je za počet smešna, ampak zelo zanimiva, zelo povedna v Proustu.
Enkrat je šel na izlet v Versailles, ki je, mislim, da 20 km od Pariza, ne. In ko se je vrnil domov, je bil skoraj en teden v postelj, ker ga je tako mučila višinska razlika med Versaillem in Parizem, ki je mimogrede 85 metrov. Ampak on je bil dejansko tako občutljiv, tudi fizično, ne. Se je bil velikrat bolan, ko je bil majhen. In pa seveda psihološko preobčutljiv, zaradi odnosa verjetno do mame. To je spet druga zapletena zgodba, ne. Ampak njegova mama je imela usodno vlogo v njegovem življenju. Koliko žensk poleg njegove matere in veselist pa je vplivalo na njegovo pisanje? Vplivalo na njegovo pisanje je zelo težko reči. Jaz dvomim, da so dejansko prav zelo vplivali. Tudi Celeste ne vem, kako vplivala. Mama prav gotovo. Drugače pa odnos do mame, boljše rečen, ne. Drugače pa težko reči. On je imel rad, vemo, da je imel rad moške, ne. Ampak imel je rad tudi ženske ampak zelo se je navduševal, on se je hitro navdušil nad vsakim človekom, ki je bil občutljiv, ki je bil malo drugačen, ki je bil... Rad je imel ljudi, ki so bili pristni. In to je ena od ganljivih stvari pri Proustu. Ne vem, marsikaj se mu lahko očita, ampak bil je po svoje ena zelo čista duša in zelo pristen. Bil človek, ki je bil brez kanca zlobe vseb. Imel je nabrit jezik, znal je zelo zlobne opažanje dajati. Ampak to je bilo tako za vic, ne. Da bi pa komu hotel kaj slabega narediti. To je bilo pa dan in noč, tega pa pri njemu ni bilo. Kako ste pa vi prišli v stik s to knjigo? No, to so mi ponudili, to ste mi vi ponudili, to sem prišel v stik. A je v njej kaj takega, kar vas je recimo presenetilo, česar o Proustu prej še niste vedeli? Pa koliko tega pravzaprav mislite, da je fikcija in koliko nekaj? Fikcija je samo ta tretja oseba noter, je pravzaprav fikcija. Vse drugo je posneto vzeto iz tega, kar dejansko vemo o Proustu. Tako da fikcija je zelo malo, pa seveda fikcija je tisti odlomek, o katerem pač namenoma posnema Proustov slog, ampak to ni Proust, ampak pač gospa Solar. Ampak drugače pa ne, kakor sem videla, je vse je v skladu s tem, kar vemo o njem, kar je dobro, ne rabimo posebne fikcije o Proustu, ker je že samega v življenje pravlično po svoje, kot vemo. Poudarjeno je to, da recimo Celeste ni hotela, Celeste je do zadnjega zanikala, da bi on imel kakršnekoli odnose z moškimi, potem ni hotela nič slišati. Ona je to interpretirala drugače in mogoče je bila celo prav, ne vem. Kaj pa vemo, ona ga je zelo dobro poznala, ampak kakorkoli že, ona ni hotela ničesar, kar bi se lahko interpretirali kot slabo, slišati o njem. Ampak seveda treba upoštevati, da ga je oboževala. Se pa treba tudi vprašati, zakaj ga oboževala. Se ne bi bilo nujno, Se ne bi bilo nujno, da je gospodinja pa da ga obožuje. Oboževala ga je zaradi tega, ker je v njem videla tako pristno in dobro osebo, poleg tega, da je bil genialen pisec. Ta njena zaščitniškost se recimo pozna tudi, ko je Proust dobil kritiko svojih del, ne? Kadar je bila kritika, je bila ona veliko bolj besna od njega. Ona je ponorela, mislim, da prav, da prededjala je noter kot grenadir. Prav, on in ne sem povedala svoje, tako čez tiste kritike. Tako da, ja, in tudi bila je kot Kerber pri vratih. Kdor je hotel priti k Proustu, je moral mimo nje. Torej skoraj nihče ni prišel mimo nje, ker je pač Proust naročil, da ne pusti noter. On je hotel biti moten, zelo izjemoma
In tudi če je prišel tale Galimar, ki je bil nadogleden založnik, ni govora, ni mogel, on je hotel kar noter v eni priložnosti Galimar, ona je pa stala tam v spredke skala in ni mogel, ni mogel. Tako da, ja, bila je zelo zaščitniška do njega in zelo zvesta ne samo do njegove smrti, ampak do svoje smrti. Kako pa je njen zakonski mož gledal na odnos med Prustom pa njo? O tem pravzaprav malo izvemo, ne? Lahko sklepamo po tem in pač po drugih virih, da pravzaprav nimam nič proti, ker je tudi on zelo cenil Prusta in ker na vse zadnje je počela častno delo, skrbela je za tega velepisca. Domnevamo, da je bila tudi verjetno dobro plačana, a ne? Tako da o tem ni videti, da bi bilo kakšnih posebnih težav glede tega. Kot rečem, težave, če so bile, so se pojavile po Prustovi smrti, ko je pač morala začeti navadno življenje, kot ga je imenovala. Pa je ona mogoče Prustove misli pretipkavala, ali je to počel Prust ves čas? Ne, ona je pisala, ja, dobro ste to omenili. Ona je bila tako rekoč njegova tajnica tudi. On je ime narekoval, ležal na posli in je narekoval, ona je pa potem lepila na tiste znane plakare, imel je velike liste, take pole, teh svojih zapisov, osnutkov in potem je ona, kadar je on hotel recimo kaj popraviti ali pa črtati, je ona napisala na listek in potem je on točno povedal, kam ni nalep to, tako da je to šlo potem tiskarjem. In ko so prišle nazaj korekture, ista zgodba spet, tukaj je treba popraviti, to je do verjetno nočna mora, je bil si predstavljala za založnike, ampak ona je vse to, ona je marsikaj ogromno zapisala in seveda vse to je počela. On je imenoval to čipke, ker je naredila take umetnine, da iz teh popravkov, da je imenoval svojo čipkarco. Ja, imela je tudi tako zelo praktično vlogo pri njegovem pisanju. Torej gospodinja in tajnica. In tajnica, in ene vrste sestra, mama. Ja, bila je zelo pomembna oseba v njegovem življenju, se mi zdi. Avtorica mi je v pogovoru dejala, da je sama dobila originalna pisma in potem tudi iz teh pisem črpala marsikatera informacija. Zdaj, koliko se pozna ta osebna nota? Zanima me, a je knjiga še vedno dovolj objektivna, da jo lahko recimo študiramo, da jo obravnavamo v okviru študija književnosti, ali ne? Torej, vsekakor je romansirana in tako naprej, ampak kot rečeno, nisem v njej opazila, da nisem kakšen ekspert za Prusta, to treba vedeti, ne? Ampak v njej, kolikor sem preverila, ni nič tazga, kar bi bilo izmišljeno samo po sebi. Ona je hotela samo čim bolj živo in nazorno predstaviti trenutke, da jih mi doživimo, kot da smo tam. Zaradi tega sem naredila tudi nekaj posegov v slog. Namreč v francoščini je, kot je v francoščini navada, to je treba vedeti, vse v sedanjiku. Ampak to je francoski dramatični sedanjik, ki se ponavadi v slovenščini, pa druge jezike, tudi obupno zveni, ne moramo ga uporabljati. Tako da sem pač uporabila eno tehniko, ki sem jo že pri eni drugi francoski knjigi, da ponekod je sedanjik, tam, kjer se čuti, da mora biti, marsikje pa ne, marsikje je pa v pretekliku. Tako da se mi zdi, da ta dinamika spreminjanja pogleda, recimo tisti dramatični sedanjik, kjer je uporabljen tukaj, deluje kot recimo ena povečevalna leča, da še bliže vidimo tisti trenutek takrat neponovljiv, ki ga on opisuje. Drugače pa ja, mislim, da ni nič tazga noter, kar bi bilo izmišljeno. Ne.
Ko ste ravno odprli temo glede prenosa sedanjika v preteklih sedanjik v slovenščini, kako je prevajati francosko delo v slovenščino? Na kakšne težave ste naleteli poleg prevajanja časa? Pravzaprav prevajanje časa je zmeraj najhujši problem pri tem, ampak drugače pa mislim, da bo vsak prevajalec, katerikoli evropski jezik, drug, razen francoščine, rekel, da je francoščino najtežje prevajati izmed evropskih jezikov iz preprostega razloga, da je sintaksa tako drugačna. Samo to je. Ne gre za kakšne posebne druge težave, ampak sintaksa, njihov način razmišljanja je tako drugačen, da je treba pri vsakem stavku moraš ti najprej obrniti sintakso, moraš obrniti stavk, ker se drugače ne da. In isto težavo imajo prevajalci v angleščino, v italijanščino, v kjerkoli drug jezik. V slovanske jezike še tem bolj, ne? Ampak nasplošno je to, nasplošno francoščina velja za, mogoče najbolj nezahtevna, ampak zamuden, tako bom rekla. Ne? Najbolj zamuden je prevajati francoščino, iz preprostega razloga, zaradi sintakse. Pa mislite, da je resničen rek, ki ga med prevajalci uporablja verjetno večina, da se stvari v prevodu izgubijo? Ne, izgubijo se samo, če je dobeseden prevod, ker je nikakršen prevod. Izgubijo se torej, če človek ni zvest avtorju in bralcem. Da si ti zvest avtorju in bralcem, se pa moraš oddaljiti včasih od, seveda, ne moraš se držati kar pijan sprota stavkov, ampak če ti prevedeš smisel in ton, potem mislim, da se izgubi zelo malo. Da še enkrat začnem odgovarjati na vaše vprašanje. Seveda se marsikaj izgubi. Ampak po drugi strani se lahko tudi marsikaj da se kompenzirati, no? Da se kompenzirati zelo veliko, tako da bistveno 90% se ne sme izgubiti. Se ne sme izgubiti, če človek upošteva in seveda smisel, zelo natančno, pomen in ton. Ton je tisto, kar marsikega prevajalca matra, ne? Zato moraš biti pač kot igralec. Prevajanje je zelo, zelo podobno dramski igri, pa recimo glasbeni interpretaciji. Treba imeti posluh za glas avtorja, pa če je več likov noter, če so dialogi, za glasove posameznih likov. Če imaš to, potem bo ton v redu, ampak seveda ne smemo zanemariti tudi bistven, pomena, ne. To je to, ne. Tako da najmanj zvesti so prevodi, ki so dobesedni. To je pa nemogoče, ne. Potem je prevajalec neke vrste avtor. Seveda, prevajalec je soavtor in se zdaj celo tudi že navaja kot soavtor, kar je dober. Treba se zavedati, da ko beremo en prevod, vendarle beremo jezik tistega človeka, ki ga je napisal v slovenščini, v angleščini, v kateremkoli jeziku že, ne. Tako da, soavtor je na tak način, kot je vsak interpret soavtor. Ne vem, ko Pogorelič igra Mozarta, seveda igra Mozarta, ampak igra ga na svoj način, ki je recimo lahko različen od drugačnega, od kakšnega drugega pianista. En igralec bo igral mičken drugačno vlogo, isto vlogo, kot jo igra drug igralec, ne. Ampak, seveda, knjiga se ne more sama prevesti. Tako da, moje vodilo je to, da jo pišem, ki je sicer malo utopija, ampak vendarle je vodilo, da si ves čas predstavljam, da je ta avtor ali pa avtorica pisal to, ali pa nameraval napisati to delo v slovenščini. In če se držiš tega, da je to dejansko, kako bi bilo napisano, če bi ta avtor bil Slovenc, potem to je veliko lažje nekako
se mi zdi, da se bolj naravno bere. Ne. Pa slovenski kulturni prostor dovolj podpira prevajalce? Kakšna je vaša izkušnja? Ja, mislim, dovolj. Prevajalci so recimo v primerjavi s literarni prevajalci so v primerjavi s tehničnimi prevajalci smešno slabo plačani. Ne. In tudi honorarji se tako zaostajajo za recimo plačami in tako naprej, da je smešno o tem govoriti. Ampak ja, mislim, obstaja v kulturnih krogih vsekakor obstaja zavest o pomenu prevajalca. Večji problem opažam, ko berem kakšne komentarje v javnih medijih, kadar se šimfa čez kulturnike. Vidiš, da kakšnim ljudem res ne pride niti na misel, da se, ne vem, knjiga ni napisala sama v slovenščini in da Proust ni pisal v slovenščini, recimo, ne. Ne govorimo o kakšnih recenzijah svojih knjig, na splošno mislim, ne. Prevajalci za zelo splošno javnost, kot da nas ni. To je zelo zanimivo. Tako da zaradi tega je zelo pomemben to, da se zdaj zadnjih 10-15 let da je spodaj izbiri na naslovnici tudi napisan prevajalc. Pa ne zaradi kakšnega egotripa prevajalca, to je zvestoba do samega in do avtorja in do bralca, da ne se zaveda, da bere, da vendarle bere prevod, ne original, ne. Ja. Če se vrnemo nazaj k sami knjigi, nam lahko preberete prvi odlomek? Lahko seveda, z veseljem. Poglejmo. Prvi odlomek piše ravno ta skrivnostna tretja oseba, ki jo lahko imamo za avtorico ali pa za nekoga, na kogar je pač Proust vplival, takih je pa verjeten na tisoče, na 10 000. Marec 1918. V letu, ko sem dopolnila 15 let, sem bila sama in sem hotela vse. Ljubezen, prijateljstvo, glasbo, knjige. Pričakovala sem bajno življenje. Odkar sem prišla v šolo, je bilo vse v žalnih barvah. Črno, temno vijoličasto, bledo vijoličasto. Koprene barve španskega bezga so zastirale polja belih križev, pod katerimi so ležali 20-letni fantje. Jaz pa sem si želela živeti. Niso bili vsi pesniki mrtvi, pesniki ne umrejo. In imela sem knjigo z veliko začetnico. Tisti otrok, ki ni zaspal brez odrešilnega poljuba matere, me je vrnil nazaj v otroštvo, ki sem ga bila šele dobro zapustila. Njegov glas me je vodil iz zgodnje pomladi v najstniška leta in še dlje, sijoče, slano zabeljeno, razbeljeno poletje. Strmoglavila sem belino, spoznala njene odtenke, sede svetlobe, trpko, sladko, sveto, dišavo, perunik, kakršne sem vonjala v veliki noči. Moj prijatelj je bil moški, ki je bil zaprt v samo pisanje in ki sem ga brala. Marcel Proust. Ni mi dal miru, ves čas je bil ob meni. Slonila sem med vrati knjižne omare starejšega brata in brala. Čepela na najnižji polici in brala. Hotela sem ga srečati, tega Marcela Prousta, ali mu vsaj pisati. Morala bi bila pisati najstniku, Marcelu. Zato pa je bilo že prepozno. Za marsikaj je bilo že prepozno. A se nam vendar njegovo pisanje soigra najresnobnejšega, najbolj hudomušnega, glasbe časov, samo odpira pot naprej. Knjiga je še vedno tu, med nami. Nagovarja nas, ki smo bili, ki smo, ki bomo čez 100 ali čez 1000 let. Povedali so mi, da stanuje na Osmanovem bulvarju v hiši številka 102. Večkrat sem šla mimo, postavila sem pred vežnimi vrati, danes sem prestopila prag.
Pod mogočnim stopniščem je zastal korak. Je mogoče, da so te stopnice res uspenjajo proti sobi, v kateri piše on. Tisti pisatelj globokega, skoraj naivnega pogleda, tistega vprašujočega pogleda s fotografij v knjigarnah. A res stanuje tu? Tu nastaja pisanje. Kaže pot vseh mojih hrepenenj. Bil je čas, da skočim globoko vodo. In potem se začne pač, nadaljuje z Celestnim pisanjem. Ja, izredno zanimivo je, predvsem to meni osebno, da je tukaj avtorica skozi to pripovedovalko nekako ustvarila zelo literarizirano definicijo klasične literature. Namreč pesniki ne umrejo in pa pač stvari bodo tukaj tudi, ko nas več ne bo, torej nadčasovnost. Me je pa zanimalo od samega začetka, ko sem prvič to prebral, zakaj ravno pesniki ne umrejo, ko pa govorijo o Marcelu. Je bil Marcel zanjo pesnik ali je govorila pač v tem starem antičnem pomenu pesnika kot avtorja? Ja, v tem smislu, ne, mislim, kot poeta, poet življenja, kot rečemo, ne, v tem smislu je hotela reči, ja. In tudi v resnici Marcel je postal klasik, ampak če ne bi napisal v Iskanju izgubljenega časa, ne bi, kaj ne? Že prej je imel nekaj poskusov literarnih, ki pa niso bili najbolj uspešni. Ne, poskusi, ki se zdijo celo smešni, to je tako zanimivo, ne? Zdaj pa prišla, mislim, da pri Beletrinja, ne, je šel ves njegov opus. Ja, in med njimi tudi tistih 72 ali kaj že, skratka njegova prva dela, v katerih je zanimivo videti, kako smešno, banalne so bili njegovi nekateri prvi zapisi. In to se mi zdi zelo zanimivo, ne? Ker kaže možnost strasti. To, če nekdo na začetku slabo nekaj naredi, ne nujno samo piše, ampak karkoli, nekdo, ki je, tudi Sara Bernard, recimo, slavna igralka, ne, legenda igre. Njeni prvi nastopi na odru so bili taki, da je igrala tragedijo, dvorana se je pa krohotala do solz. Tak je bil njen nastop, tako brezvezen. Ja, ampak to ne pomeni, da človek ne more zrast, da ne more premagati teh svojih omejitev in zrast. Tako da to je, ja, pomemben pravzaprav nauk, če ga tako jemljemo, ne. Celeste je bila vključena v ta proces, končni sicer, ampak vseeno v njegov razvoj. Če pomislim, da bi recimo nek blazno fanatični fan od Freddija Mercuryja bil priča njegovemu razvoju, tako kot je bila Celeste od Marcela, je bila to neka najbolj čudovita življenjska izkušnja sploh. Ja. Bi lahko to primerjali med sabo? Ja, seveda bi lahko. In zato so take knjige tudi tako zanimive, ne, o teh spremljevalcih, če recimo znajo pisati, ne, in to so fascinantne zgodbe, ki daleč presegajo samo faktografijo, ne, to so dejansko, ja. Po drugi strani pa treba poudariti, da to ni tipična biografska knjiga, ne? Torej, ne gre za to, da bi govorila samo o življenju Marcela Prousta, ampak pravzaprav o odnosu. Odnosu, to je predvsem o odnosu, seveda. To je odnosu skozi točno določene oči, ne? Ženske, ki je njemu podredila vse svoje življenje. Ja. Torej, če vas zanima, kakšen je bil pristen odnos med Celeste in Marcelom, vam vsekakor priporočam branje te knjige. Mene je navdušila. Tako da... Pa mimogrede, s tem seveda nič ne jemljem od te knjige, ne. Treba se zavedati, da je, mislim, da tudi v slovenščini je šel dnevnik Celeste Barret, prevedla ga je tale gospa Radojka Vrančič, kot ogromno večino njegovih del. Zadaj so opombe. Tako da opombe, ki je bilo, nekaj opomb, biografskih opomb,
pa seveda reference, kje najdete v kakšni knjigi, kakšen citat. A ne? Tako da, Celeste Alvarez je bila zelo zanimiva oseba, zelo drugačna od Marcela Prousta, ampak vsekakor se splača brati s tem ured, s tole ured. Sicer pa avtorica pripravila, oziroma je že napisala in v francoščini je njena knjiga že išla, o ženskah v Proustovem življenju. Nina, se že kaj ve? Ne še. Mogoče jo bomo izdali tudi pri naši založbi. Mi glede, ta gospa, ona je specializirana za biografije. Če se ne motim, je izdala 30 biografij, gospa Sovar. Avtorica zna pisati. A lahko mi pa preberava še zadnji odlomek? Lahko še da zadnji. se vidi še čeprav je konec. še... Lahko pa seveda še kakšnega prej. Nekaj časa. Ne, mogoče čisto samo prvi odstavek, ampak samo tako za ilustracijo, kako se potem za uvodu, kako se začne, ne? Prvo poglavje. Padlo je kolik 4:30 popoldne. Počilo je, zabobnelo, srdito in zlovešče kot prekletstvo. Šipe in kovinske rešetke so še vedno drhtele od pretresa eksplozije. Nad ulico de Rivoli se je kot plamen bakle širil oblak ognjeno-rusega prahu. Grozljivi kraval siren rešilce je odmeval z avenije na avenijo, od 4. Saint-Paul do Magdalenske cerkve in postaje Saint-Lazare. Na dvorišču številke 102 Osmanovega bulvarja, ki je postalo hišnikovo informacijsko središče, se je kar naprej trlo ljudi. Majordomi in sobarice želje novic s fronte so se gnetli pred hišnikovim okencem, da bi slišali uradni raport, ki jim ga hišnikov informator, mlad telegrafist z vezami pri časopisu Le Figaro, v zameno za fin tobak prebral večkrat na dan. Gospod Antoine, ki je vsak posredovani podatek podkrepil s krščen matiček celo na veliki petek, se je ozrl zgornja nadstropja in se zadaril. Debela Berta je razdejala Božji hram. Ko je zagledal Celeste, ki je slonila na kuhinjskem oknu, je poglasno pristavil. Streha pri svetem Gervaziju zgrmela na družine, na očete, matere, otroke, ki so prišli k velikonočnemu obhajilu. Tako se začne sred najbolj groznega. Zadnje poglavje je pa spet tista naša skrivnostna pripovedovalka, ki se deloma, kot vidimo, ujema z gospo Sovar, ker je tudi pri 15 letih spoznala Prousta. 18. september 1971. Ko sem prvič odprla knjigo v Svanovem svetu, še nisem vedela, da mi bo Marcel Proust postal dosmrtni prijatelj. Da bodo njegove knjige, ki jih bom prebirala vedno znova, v nedogled, vsakič odkrile še nepoznana ozemlja, da bo del mojega življenja. Nekega večera se moj sin, tedaj star okoli 6 let in pol, pred spanjem nikakor ni mogel umiriti, čeprav sem mu prebrala povestice in mu pela. Oče pa mu je zaigral pesmico. Nenadoma je vzkliknil: "Ubogi Marcel Proust, žid ni niti odprl njegovega rokopisa." Kot otroci, ki začenjajo pisati, si je tudi on za svoje pesmi in zgodbice, ki so se končale z glasnim smehom, omislil rokopise. Pardon, zdaj moram jaz vmes nekaj popraviti. Predzadnje poglavje je bilo tisto, ki je piše pripovedovalka, tole zadnje dejansko piše gospa Sovar, se opravičujem. Tedaj še nisem vedela, da se bodo v muzeju Jacquemart-André novembra 1971 za razstavo poklonili Proustu ob 100. obletnici njegovega rojstva. Prišla sem nekaj minut prej, preden so muzej zaprli. Soba je bila prazna. Medeninasta postelja z rešetkami, pregrinjale z modrega ripsa in mizice so tako poudarjali njegovo odsotnost, da je ta postala otipljiva, zazijala je globoka vrzel, brezno praznine, ki raztrga vse. Spominskih sob pisateljev ne maram, ker to niso. Vendar so se ljudje potrudili zbrati Proustove osebne predmete,
recimo v Narodni knjižnici Francije, ker hranijo Proustove beležnice, iz katerih še danes veje vonj po Legrasovem prašku. To je prašek, ki ga je on uporabil za prekajevanje svojih pljuč in svoje sobe. Pomožna knjižničarka mi jih ni hotela dati. Glavna knjižničarka pa je šla po nje in mi jih izročila. Prečrtani odlomki, pripis besedice tu in tam, skice, telefonske številke, misli zapisane na dnu strani, vse je še dihalo zrak sobe, v kateri je to pisanje nastalo. Po tlakovanem dvorišču je šla ženska, Celest. Ko sem nekoč šla v Ravelovo hišo, da bi jo srečala, je ni bilo tam. Videla pa sem jo v starem televizijskem dokumentarcu, posnetem ob 34. obletnici Proustove smrti. Komaj premagovala solze. Zdaj, 15 let pozneje, je bil njen obraz žalostne Matere Božje pod črnim klobučkom, že obraz stare gospe. Obrnila se k svoji dvojnici, hčerki. Skupaj sta stopili skozi stebrišče in čez prag. Čas je minil. Danes dekleta nosijo indijske obleke, fantje imajo dolgi lase, beseda teče brez zadržkov, glasba je vse povsod, moja vnuka si izmišljata zgodbice. Proust je napisal iskanje izgubljenega časa tudi zanje, za prihodnje rodove. Njegove knjige plemenitijo police knjigarn domov. Če bi bilo Proustu dano dokončati svoje delo, bi opisal velikane potopljene v globino let, med katerimi se je nabralo toliko dni, velikane, ki zauzemajo mesto v času. Srečanj ne smemo izsiliti, prav tako ne poseči v Celestin pogovor s hčerko. Jutri oddam rokopis. S tem se konča, čeprav tudi ta delc je mečen romansiran, čeprav govori o sebi, ampak se to je logično. Ko človek, ko avtor piše na tak način, romansira tudi sebe. Ne. Tista skrivnostna pripovedovalka pa konča 21. novembra 1922, ampak to lahko sami Pustimo skrivnost za vas, da jo preberete doma. Torej, če je res kar pravijo, da so vse zgodbe že napisane, bom današnji dogodek končal z mislijo v iskanju izgubljenih zgodb. Tako da najlepša hvala, da ste prišli.